Jezus Nazarenčan je bil človek, ki je bil najbolj radodaren na tem svetu. Zakaj? Vse njegovo življenje je bilo darovanje. Darovanje ljubezni, darovanje modrosti, darovanje milosti, darovanje sočutja, darovanje celo hrane. Kot vemo, je iz 2 hlebcev naredil ogromno hlebcev in nahranil 5000 ljudi. Daroval je življenje. Obujal je mrtve. Daroval je odpuščanje. Ni nikogar sodil. Prav nobenega. Če bi se na naših sodiščih zgledovali po Jezusu iz Nazareta, nikogar ne bi prizadeli, nikogar ne bi obsodili, nikogar ne bi razjezili, ker veliko je tudi krivičnih sodb, neutemeljenih. Veliko je dogodkov, ki jih ljudje obžalujejo, ker so jih storili v afektu, nevednosti. Vendar sodišče gleda na črko. Sodišče gleda na zakone, ki niso v skladu vedno z Božjimi zakoni. Ja, Jezus ni bil sodnik. Bil je poln milosti, sočutja in ljubezni. Zato je tudi največji darovalec na tem svetu. Na ta svet je prišel darovati ljubezen. Daroval jo je v obilju. In je dober učitelj, je pot, je resnica, je življenje. Jaz osebno nisem poznala besede radodarnost dolgo časa. Rasla sem v družini pomanjkanja in revščine. Danes vem, zakaj. Moja mami in ne oči nista znala darovati ne ljubezni, ne sočutja, ne milosti, ne odpuščanja. In kjer tega ni samo revščina duha, je tudi revščina materialnega sveta, revščina v medsebojnih odnosih, revščina v zdravju, revščina v sreči. Zakaj? Zato, ker ko darujemo res iz srca, nas to usrečuje. In usrečuje nas veliko bolj dajanje, kot pa čakanje, zahteve, sprejemanje. Kdor daje s srcem, je srečen. Pa to ne pomeni darovanje v smislu denarja. Darovanje je že nasmeh. Darovanje je že prijazna beseda. Darovanje je razumevanje, sočutje, pogovor, objem in deljenje dobrin, ki jih imamo. V Stari zavezi je bil celo zakon, da so morali darovati 10% svojih pridelkov, svojega imetja za Božje kraljestvo. Zakaj? Zato, da so na en način v ljudeh prebujali to radodarnost. Ker če smo sebični in samo zase, samo grebemo in grebemo za sebe in ne vidimo človeka v stiski, ne vidimo nekoga, ki je lačen ljubezni, lačen objema, lačen kruha, lačen sočutja, potem živimo s trdim, kamnitim srcem. Naše društvo za srečno življenje Belis je radodarno.
Kot veste, nimamo niti članarine. Nimamo nobenih pogojev, kdo je lahko član in kdo ne more biti član. Nikogar mi ne izpisujemo. Vsakega sprejmemo z ljubeznijo, s sočutjem, z razumevanjem, z ljubeznijo. Tukaj nismo zato, da bi iskali dobroto za sebe. Tukaj smo zato, da dajemo modrost, ljubezen, sočutje, tisto, kar v Sloveniji zelo primanjkuje. In kdorkoli je v stiku z nami, to lahko občuti. Je pa res, da nekateri ljudje so na žalost še polni sodbe, zamer, žalosti in ne morejo doživeti vsega tistega, kar nam Društvo za srečno življenje Belis podarja. Ampak mi to razumemo. Zakaj? Zato, ker vemo, da če nekdo v bolečini ne more občutiti radosti. Zato tako radi poudarjamo, odpustite, da vam bo odpuščeno. Ja, brezpogojna ljubezen, ki je prva alineja 9. člena našega Društva za srečno življenje Belis, je rešitev za vse. Ja. Kdor ima ljubezen, ima vse in je res najbogatejši človek na tem svetu. Kdor izgubi ljubezen, tudi če ima 10 hiš, kraljevo palačo, ogromno modrosti, in če nima te ljubezni in sočutja, nima nič, ker je njegovo srce in duša prazno. Ko pa dajemo sočutje, ko dajemo ljubezen, ko darujemo mogoče zadnji košček kruha, mogoče zadnji evro, ki ga še imamo v denarnici za dober namen, takrat se naše srce in naša duša polni z ljubeznijo. In to osrečuje. Največja sreča je darovanje ljubezni. Darovanje vsega tistega, kar lahko darujemo in če prihaja iz našega srca. Na tem področju je v Sloveniji še veliko za postoriti. Naša država ne daruje ljubezni do svojih državljanov. Na žalost, ni v ustavi napisano tega člena, da mora država se obnašati kot dobra mati, kot dober oče za svoje državljane. Tega žal ni. Ampak to ne pomeni, da tisti, ki so na poziciji vladanja, ki imajo možnost kaj dobrega storiti za državljane, tega ne bi storili. Zakaj pa ne? Se bodo oni najbolj srečni, ko bodo čutili sočutje in ljubezen do državljanov. In bojo razumeli, da vsak davek, ki je večji kot 10%, je davek, ki ni od Boga. Ni predpisan od Boga. Temu se že reče izkoriščanje človeka. Zakaj? Zato, ker vsak izmed nas bi z ljubeznijo daroval za dober namen 10% od svojega imetja. Ampak, če nas prisiljujejo z 30, 40%, s 50%, potem se nezadovoljstvo v državi veča. Država, ki ima samo 10% davka, predpisanega, je država, ki prosperira, država sreče, zadovoljstva, država zdravih ljudi, država čudovitih, lepih medsebojnih odnosov. In moja vizija je, da bo Slovenija ena izmed teh držav v svetu. To je moja vizija že zelo dolgo. Zakaj pa ne?
Zmanjšamo stroške za vojne, za oboroževanje, za kaznovanje, za izvršbe, za sodne stroške. Vse to lahko zmanjšamo, če damo na prvo mesto ljubezen, sočutje, odpuščanje, mir in razumevanje. Jaz osebno sem veliko napak naredila iz neznanja, iz nevednosti. Ampak če bi imela to znanje, ki ga imam danes, vseh mojih zmot in zablod v mojem življenju ne bi bilo. Priznam. Zato imam veliko sočutja do vseh, ki so še na poti iz trpljenja v radost. Na poti iz sebičnosti v sočutje in v ljubezen brezpogojno do vseh bližnjih. Imam sočutje. Zato lahko tudi odpuščam ubijalcem, lažnikom, tožnikom, kradljivcem, lahko odpuščam. Zato, ker lahko kot Jezus, ki je na križu rekel, moj Bog, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo, tudi jaz izrečem, moj Bog, odpuščam, saj ne vedo, kaj govorijo, kaj mislijo, kaj delajo, kaj govorijo. Ne vejo, ker če bi vedeli, tega ne bi delali. V osnovi smo vsi željni dobrih stvari. Nihče izmed nas ni rojen za zlobo, za hudobijo. Samo ne poznamo ključa do sreče. To so nam skrili s pravili, predpisi, zakoni, ukazi, s prisilo, z grožnjami, strahovi. Ja. In človek iz strahu neumnosti dela. Iz neznanja tudi. Ko pa imaš vedenje, ko veš, da je sejanje ljubezni tvoja pot rešitve, ko veš, da je odpuščanje tvoj notranji mir, ko veš, da je dajanje več kot sprejemanje, potem si na poti sreče, radosti, miru in zdravja. Zato vsi tisti, ki me danes poslušate, hvala vam, ker slišite tudi vi. Samo veselega darovalca se lahko usreči. Ne pod prisilo, ne s strahovanjem, ne z izterjavami in grožnjami. Če ne boste plačali, bomo to pa to naredili in se bodo stroški še povečali, sodni in taki in onakvi. Pa tisti, ki to pišejo, se mogoče vprašajo, če imajo ti ljudje družino, otroke, kakšno življenje imajo. Pa ne moremo ljudem, ki nimajo niti za kruh, vzeti pralni stroj, ker nekdo na drugi strani hoče denar, ker nima milosti, da bi to daroval za dober namen. Koliko je tragičnih zgodb v Sloveniji, ki jih slišim iz dneva v dan. In hudo mi je, ker jaz osebno nimam tiskarne za denar. Imajo Evropska skupnost, Bruselj ima tiskarno in tiskajo evre in jih pošiljajo predsednikom, ministrom za njihove potrebe. A za potrebe ljudstva? Imamo mogoče božičnico od vlade, ker tako, da bi rekli, lejte, želimo vas usrečati in želimo vam odpisati vse dolgove in vam še podarjamo recimo 13. plačo, darilo od vlade, ker recimo v Sloveniji imamo veliko turistov, veliko denarja se priteka v Slovenijo, pa me zanima, kdo je deležen tega dobička. Mi, državljani Slovenije, sigurno ne.
Ko hodim po ljubljanskih ulicah z ljubeznijo in širim ljubezen, delam dobro delo. Res delam dobro delo. Tudi ko moj mož hodi po ljubljanskih ulicah, širi samo ljubezen. Tudi društvo Beli širi samo ljubezen. Pa nas je že kdo pohvalil iz vrha? Mogoče vlada, predsednik, ministri, sodniki, tožniki? So nam rekli, hvala lepa, ker širite tudi za nas dobro vibracijo. Ste tujci, ki prihajajo v Ljubljano, čutijo, da je Ljubljana mesto ljubezni. Ja, res je mesto ljubezni. Samo bodimo iskreni. Ko sonce zasije, je lep dan. Ko sije sonce v naših srcih, polepšujemo vse okoli sebe. In ljudje, ki smo ljubezen, smo pravi vojščaki za lepo Slovenijo. Vojaki so plačani s strani države, tudi policija je plačana s strani države, tudi veliko služb državnih je dobro plačanih. Kaj pa mi, ki širimo ljubezen, ki delamo tisto, kar je tudi delo? Ali smo deležni pohvale, saj hvaležnosti, ali nas onemogočajo pri tem delu? Pa sodijo, obtožujejo, če opozarjamo na nepravilnosti, kar se tiče cepljenja, na nepravilnosti, kar se tiče onesnaževanja okolja, našega neba. Smo nekako moteči faktor. Zato, ker ni na prvem mestu življenje, zdravje, ljubezen, mir, ampak denar. Tisti, ki ima denar, misli, da ima moč, da lahko obvladuje vso situacijo. In da lahko z denarjem naredi lažne ekspertize, da lahko z denarjem podkupi sodnico, da lahko z denarjem podkupi tožnike in pravnike, da razsojajo tako, kot je za tisti sistem v tistem trenutku najbolj koristno. In mi, ki delamo za mir in za ljubezen in za hvaležnost in radodarnost, imamo edino orožje, odpuščanje, milost, ljubezen. In pač samo govorimo, kaj vse je narobe v naši državi. Vendar brez ljudi, ki se bodo odločili za radodarnost, za ljubezen, za sejanje sočutja, miru in dobrote, bo Slovenija še vedno v taki situaciji, kot je trenutno. Podežela številnih razočaranih ljudi, bolanih ljudi, nesrečnih ljudi, ki iščejo pravico na sodiščih, ki se trudijo, iščejo način, kako dokazati, da imajo prav in da so po krivici obsojeni. Vendar jaz osebno verjamem, res verjamem, da vse, kar ni ljubezen, bo slej ko prej umrlo. To ni grožnja z moje strani, to je pač matematika. Če daš ljubezen, imaš ljubezen. Če daš življenje, imaš življenje. Če daš sodbo, si obsojen. Če sodiš, slej ko prej boš prišel tudi ti pred vrhovno sodbo, pred Božjo sodbo. In tam bomo vprašani, kaj smo govorili, kaj smo delali na tej zemlji, ko smo še imeli možnost delati ali dobro ali slabo. In vsi tisti, ki namenoma delajo slabo, ne bodo prestopili praga v večno življenje, v radost.
Nažalost, ne. Ampak vsak, ki se bo pokesal, ki se bo upravičil, da je zaradi zmote, zaradi zablod, zaradi sistema delal narobe, bo upravičen. Tako kot bela obleka, ki se čez dan umaže in jo zvečer operemo in naslednji dan spet čista. In če jo nekdo ali celo sami umažemo, jo lahko spet očistimo. Preden zaide sonce, če smo spoznali, da smo naredili nekaj, kar ni bilo v skladu z Božjo voljo, z ljubeznijo, opravičimo se, popravimo to napako, opravičimo se temu človeku, naredimo tisto nekaj dobrega, da popravimo krivico. Koliko je bilo ljudi izbrisanih iz državljanstva Slovenije? A si predstavljate bolečino teh ljudi, ko so nenadoma izgubili vse? Veliko teh krivic je bilo kasneje popravljenih, hvala Bogu. Ampak kdo bo popravil tiste bolečine, tisti stres, ki so ga ljudje doživeli, ko so bili izbrisani? Kdo in kako se lahko to popravi? Krivica, ki je narejena, je bolečina, ki jo je težko popraviti. Človek, ki je doživel bolečino, mora biti izredno darežljiv do teh ljudi in do sistema, da lahko premaga to bolečino. Če tega ne stori, svojo lastno dušo ohromi. Zato je nam največji človek, ki je živel kdajkoli na tej zemlji, Jezus, rekel: bolje je odpustiti, kakor soditi. Zato je tudi on na križu, ko so ga križali ljudje, ki jim je 3 leta dobro delal, samo rekel: moj Bog, odpuščam jim, saj ne vedo, kaj delajo. To je to. Tudi mi imamo možnost svobodne izbire. Lahko se odločimo, da smo radodarni z odpuščanji, radodarni z darovanji nasmehov, ljubezni, sočutja, in če je potrebno tudi kosa kruha ali pa še kaj več. Mi se odločamo, imamo svobodno voljo. In danes tukaj se zahvaljujem prav vsem, ki razvijate radodarnost. Ker vsaka radodarnost je čudovito seme, ki bo obrodilo ogromno čudovitih sadov. In srčno hvala za vsak vaš dar, za vsak vaš nasmeh, za vaše trenutke, ko ste z nami. Hvala. Iskrena hvala Mihaelu, ki že nekaj let tukaj sedi na tem stolu poleg mene in dela s sočutjem, z ljubeznijo za naš lepši dan, za lepšo Slovenijo, da bo ljubezen zmagala, radost, zdravje in mir. Hvala lepa za današnjo vašo pozornost.